Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo. Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu. Lep dober večer vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Celje in naše oddaje Sončni žarek. Naš Sončni žarek je star več kot 25 let, in taka oddaja, ki je namenjena slovenskim invalidom, ampak ne samo njim, ampak tudi javnostim. Namreč o invalidih in invalidnostih velikokrat premalo vemo, zato je zelo potrebno, da se s tem seznanimo. V uredništvu oddaje Sončni žarek menimo, da smo s tem, ko že toliko let poteka naša oddaja in ko seznanjamo slovenske poslušalke in poslušalce ne samo na območju Radio Celje, ampak tudi širom, da smo veliko prispevali tudi k premagovanju stereotipov in predsodkov invalidih. Danes večer pa se bomo pogovarjali o krovni organizaciji vseh invalidskih organizacij v Sloveniji, to je o Nacionalnem svetu invalidskih organizacij. Zato smo povabili v naš studio gospo magistrico Matejo Toman, ki nam bo nekaj več povedala tudi o tem. Gospa Mateja Toman, lepo pozdravljeni v studiu Radio Celje. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Vi še niste bili v tej naši oddaji, kolikor se spomnim, Zato pa, ker ste predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, bi morda lahko pojasnili poslušalkam in poslušalcem Radio Celje, kaj sploh Nacionalni svet je in koga združuje oziroma kateri so njegovi najbolj pomembni cilji tudi. V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije se prostovoljno povezuje velika večina slovenskih reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni. Natančneje 24 je teh organizacij, v njihovih zvezah pa se povezuje več kot 200 lokalnih društev, torej invalidskih organizacij na lokalnem nivoju. Nacionalni svet je zato krovna organizacija, kot ste lepo povedali, slovenskih invalidskih organizacij in njegova vloga je, da povezuje interesno in vsebinsko invalidske organizacije in v tej vlogi tudi zagovarja njihove skupne interese, predvsem pa skupne interese invalidov, ki so v njih povezani. Skratka, cilj Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije je usklajevanje skupnih interesov invalidskih organizacij, skupnih interesov slovenskih invalidov in seveda s končnim namenom, da se izboljša položaj invalidov v naši družbi in da bi se res udejanile vse pravice, ki jih imamo sicer zapisane v različnih pravnih aktih in zagotavljajo, da naj bi imeli invalidi povsem enake možnosti in enakopraven položaj kot drugi državljani oziroma prebivalci Slovenije. Skratka, na kratko, naš skupni cilj je, da izboljšamo položaj slovenskih invalidov in jim omogočamo čim bolj enakopravno sodelovanje, aktivno, kvalitetno življenje in polno uresničitev vseh pravic, tako kot jih imajo drugi državljani. Tako, toliko v našem prvem govornem bloku, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nazaj k pogovoru. Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu. V prvem govornem bloku ste povedali pravzaprav tiste bistvene cilje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ste opisali, zdaj pa v svojem sloganu vidimo povsod na vaših listinah imate napisano tudi nič o invalidih brez invalidov. Zato v vsakdanjem življenju oziroma v vaših pozicijah tudi do države dejansko dogaja. Res je, da moramo še vedno vztrajno opozarjati na to načelo. Torej, da se pri vseh vsebinah, ki se nanašajo na položaj in pravice invalidov, mora upoštevati tudi naš glas. Namreč invalidi imamo izkušnjo z invalidnostjo, vemo, kje se srečujemo s tistimi resnimi dejanskimi težavami, kje so razkoraki med zapisanimi pravicami in potem pravicami, kot jih pa dejansko v življenju doživljamo in vemo, da te pravice niso v polni meri uresničene. In res je tudi, da se pogosto na ta naš glas pozabi, da smo včasih v družbi spregledani, tudi včasih pri državnih institucijah, zato je naš slogan, kot ste rekli, zapisan povsod na naših
dopisih, kar želimo, da je pogosteje opažen, in tudi v naših aktivnostih vztrajamo na tem, da se to načelo dosledno uporablja. Res je pa, da se še vedno dogaja, da se nanj pri odločevalcih pozabi. V nacionalnem svetu ste povedali, da združujete kar 24 nacionalnih invalidskih organizacij. To so zelo raznolike invalidske organizacije, zelo različni programi, načrti. Nekatere organizacije so stare tudi že več kot 100 let, druge pa vznikajo praktično vsako leto na novo. Opaziti je, da nekatere organizacije združujejo celo iste vrste invalidov, vendar pod drugimi nazivi. Ali je mogoče pričakovati več sinergije v prihodnje, kar zadeva skrb za iste vrste invalidov? Združevanje v invalidske organizacije je tako, kot velja tudi sicer za recimo združevanje v različna društva, povsem prostovoljno in svobodna odločitev vsakega posameznika. Ljudje se zato včasih odločijo, da bodo morda svoje osebne interese, svoje potrebe, svoje želje lažje uresničevali v neki drugi skupini somišljenikov. Zato združevanje v invalidske organizacije ni omejeno. Kar pa se tiče Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, opažamo, da je njegovo članstvo več let praviloma kar stabilno. V njem se res povezujejo pretežno te tradicionalne invalidske organizacije, reprezentativne invalidske organizacije, ki delujejo že vrsto let. Te novejše so se pojavljale šele v zadnjem času in trenutno predstavljajo manjši delež članstva, ampak ni zato, mi spodbujamo, da se aktivirajo vsi, ki dobronamerno in strokovno prispevajo k izboljšanju položaja invalidov v naši družbi. Zato tudi prepuščamo samo združevanje posameznikov in delovanje posameznih invalidskih organizacij njihovi avtonomni ureditvi. Naš cilj pa je seveda, da tiste skupne interese, ki so utemeljeni, tudi skupno in koordiniramo, zastopamo in si želimo, da bo tako tudi v prihodnje. Tako, zdaj pa zopet zavrtimo nekaj dobrega izpod našega urednika glasbe in nazaj k našemu pogovoru. Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu. Ker smo praktično še na začetku leta, pa morda smotrno pogledati, kakšni so pa načrti Nacionalnega sveta za letošnje leto. Ja, naši cilji so kar obsežni, ves čas pri svojem delovanju in tako bo tudi letos. Sledimo osnovnemu poslanstvu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Zelo veliko pozornosti v zadnjem času posvečamo področju zagotavljanja dostopnosti invalidov do okolja, do vseh dobrin, storitev in blaga, ki je tudi sicer namenjen vsem drugim državljanom, in opažamo, da je na tem področju pomembno še zelo veliko postoriti na področju ozaveščanja, kaj pravzaprav pomeni dostopnost. Dostopnost pogosto ljudje povezujejo zgolj s tem, da je neka stavba ali pa neko okolje arhitekturno dostopno. Torej, da je dostopno tistim, ki so denimo uporabniki invalidskega vozička oziroma imajo težave z mobilnostjo, pa pomislijo na to, da je treba nekako premostiti stopnice. Vendar je pa ta arhitektonska dostopnost res en ožji vidik. Mi želimo ozavestiti širšo javnost, da dostopno zajema tudi vprašanje dostopa do komunikacij, do informacij. Namreč invalidnost ni povezana samo z neko gibalno oviranostjo, ampak so med nami tudi invalidi, ki imajo različne oblike senzornih oviranosti, recimo slabovidni, slepi, naglušni, gluhi ali gluhoslepi. Zanje je potrebno urediti dostopnost z vidika njihove senzorne oviranosti. Pa seveda pogosto se pozabi tudi na osebe, ki potrebujejo prilagojene informacije v lažje razumljivi obliki, zato da lahko funkcionirajo v vsakdanjem življenju. Pogosto opozarjamo tudi na dejstvo, da zagotavljanje dostopnosti za različne vrste invalidnosti oziroma za vse invalide hkrati pomeni zagotavljanje dostopnosti tudi za vse druge družbene skupine, kot so recimo starejši prebivalci, pa tudi recimo družine z majhnimi otroci,
pa praktično vsakdo, ki se kdaj znajde v kakšni začasni, slabši zdravstveni situaciji ali po poškodbi. V ozaveščanju namenjamo zelo veliko prostora tudi pri sodobnih vprašanjih dostopnosti digitalnega sveta, torej internetnih strani, medijskih vsebin, ki so danes pomemben del vsakdanjega in službenega življenja in se tudi na tem področju mora zagotoviti ustrezna dostopnost. Ozaveščanje je namenjeno tudi sicer predstavljanju pomena uresničevanja pravic invalidov, da so te pravice prepoznane tudi širše, pa seveda tudi ozaveščanju invalidov samih o tem, kakšne pravice jim pripadajo, pa tudi na kakšen način jih lahko uresničujejo. Zelo pomembno vlogo ima tudi sodelovanje v različnih projektih. Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu uspešno nadaljevali z projektom povezanim z Evropsko kartico ugodnosti za invalide. Projekt se imenuje Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov in bo sofinanciran iz sredstev Evropske kohezijske politike, torej iz evropskih sredstev, saj gre za praktično vseevropski projekt uveljavljanja Evropske kartice invalidov. Ne gre samo za to, da se zagotovi določene popuste oziroma ugodnosti pri dostopu do različnih dobrin in storitev, čeprav se zavedamo, da je velik del slovenskih invalidov še vedno izpostavljen slabšemu ekonomskemu položaju kot povprečna populacija, ampak je ta projekt namenjen, kot že njegovo ime pove, tudi v ozaveščanju ponudnikov različnih storitev in blaga, zakaj je pomembno, da zagotovijo dostopnost do teh storitev tudi vsem tistim, ki se srečujejo s kakšnimi ovirami pri mobilnosti ali, kot že omenjeno, z senzornimi ali drugimi intelektualnimi ovirami. Zelo pomembno se nam zdi tudi sodelovanje na področju zagotavljanja dostopnosti javnega prometa. Vemo, da pogosto javni promet ni dostopen vsem invalidom, najpogosteje ni dostopen in veliko delamo na tem, da bi se to premostilo, torej da bi lahko tudi invalidi v večji meri uporabljali javni promet. V teh vsebinah sodelujemo tudi s ključnimi ministrstvi, pa tudi recimo z inštitucijami, kot je Urbanistični inštitut Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije, ki prav tako sodelujejo z nami pri ugotavljanju, kakšno je stanje na področju dostopnosti in kakšne rešitve bi lahko na tem področju pripomogle. Povezujemo se tudi z partnerji na evropski ravni. Nacionalni svet invalidskih organizacij je tako tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma, zato lahko svoje interese, svoje predloge posredujemo tudi našim kolegom na evropski ravni. Seveda je zelo pomembno tudi sodelovanje z ministrstvi in drugimi odločevalci, z različnimi državnimi organi in strokovnimi institucijami z področja invalidskega varstva, kjer pospodbujamo uresničevanje že zapisanih pravic in seveda podajamo pobude za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki bi še izboljšale položaj in enake možnosti invalidov. Skratka, imamo številne cilje, vse pa z namenom, da smo v družbi bolj prepoznani in da se stori več za to, da bi lahko bili invalidi enakopravni in aktivni člani, ki prav tako sodelujemo pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Tako, zdaj pa nekaj glasbe in potem na zadnji govorni blok. Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu. Takole, spoštovane poslušalke in poslušalci, prišli smo do zadnjega govornega bloka naše oddaje Sončni žarek, prve oddaje v letu 2024. Gospod Mateja Toman, mogoče nekaj zasebno, ste znani kot zelo delovna in učinkovita oseba. Kako poteka vaš delovni dan ob tolikih dolžnostih, ker ste tudi predsednica Društva distrofikov Slovenije? Ja, res je, moji dnevi so običajno kar dinamični, kar nekaj je dogodkov.
Veliko krat se urniki skoraj da že prekrivajo, veliko je tudi različnih kontaktov z različnimi sodelavci, predstavniki drugih organizacij, tako da se pogosto zgodi, da nek predviden urnik potem dobi skozi dan, skozi teden pa sploh kar precej spremenjeno podobo, nekih fiksnih urnikov praktično ni. Glede na to, da je pa delo na področju izboljšanja položaja invalidov tako imenovan tek na dolge proge, skratka rezultati niso nikoli vidni in doseženi čez noč, se pa včasih tudi sama sprašujem, koliko je te učinkovitosti, vendarle pa lahko rečem, da te dosežki nikoli niso rezultat dela ene osebe ali posameznika, ampak je ključno res sodelovanje. In lahko rečem, da imam na tem področju kar nekaj res zelo, zelo dobrih sodelavcev, tako da tiste dneve, ko se nam zdi, da nekako ne moremo res zagotoviti, da se stvari hitro premaknejo, potem lažje premostimo. Sodelovanje je zagotovo ključ pri upravljanju tega dela. Gospod Mateja Toman, hvala lepa, ker ste bili prva gostja v letu 2024 na Valovih Radio Celje. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za vašo pozornost in upam, da boste tudi v tem letu poslušali naše oddaje, ki so enkrat mesečno. Takole srečno, čeprav malce pozno, pa vendar iz srca. Borut Pogačnik. Hvala za priložnost, lahko noč. Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo. Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.